In kam gremo? Sever gre tokrat. Na jug. Vroče bo poleti. Fajn bo vroče. Bomo avto seveda absolutno predelali. You may get lost, but never stuck. Zato, ker ta avto je zgodba. Kam gremo? Kosta je moj dom. Pa gedore v roke, zdaj gremo pa šalpati. Gate visit. Nismo na tem pravem letališču. Nismo na tem pravem, bi mogli Trevizo. Šventana muha, domače okolje. Une gejte se ne znajdem, to me pa živijo. Amo vino bianco, amo prosecco? Ravno zdaj kave žulim. Ne, valjda ne bi. Sem že 3 spil. Kako se lahko ta video sploh lep začne? Kot na letališču in hotel sem reči Tatjana v roki. Skoraj Tatjana. Mogoče sem, jaz mislim, absolutno sem jo bolj vesel. Mogoče je pa bila ta Tatjana, ki nam je dala. Ja! Zanj sem napovedal nov projekt in prvi, ki se je priključil projektu, sedi zraven mene. Jaz se sploh nisem nikoli odključil. Tako da v bistvu se ta projekt nekako deloma začne že z današnjim dnevom, oziroma priprave na sam road trip. In če gre za road trip, je treba začeti pri samemu temelju road tripa, pri slabem Kako je pa to za nas stani, kako je pa to za nas, kaj bi v krof mortadelo, ser na basu. Na moji desni Luka in pa na levi je pa Luka. V bistvu sem kao v enemu uklepaju na sred. O, pa čakaj, da gremo pančat. Ta mala moja mi je poslala... Hčerka. No, v bistvu vlog je gledam ga, oče veš, da bo nehal snemat. Seko ne. Snemat se ne bomo nehali. In smo takoj zagrabili bike za roge. In kje smo danes? Aeroporto. Pa sem se tudi jaz malo spomnil na naše začetke, ne? Se ti spomniš začetkov? Najprej dobil bencinarčka, to je bila Maggie. A ni lušten? In je bil ekstra navdušen in se je zaljubil v bencinske motorje. Ampak pol je hotel iti na road trip, pa smo mu dali dizelčka zelo odmevanega kolosa. Absolutno. Ampak je biti po gruntu drugače vrhunski avto. Ampak smo prišli do limitov. Zdaj cel avto na sedu in ne mora ne naprej, ne nazaj. Potem biti kaj pa njegov sanjski avto. In pridemo do Wranglerja. In za zadnji trip smo se pa odločili, da bitu uresničimo oziroma poklopimo dve veliki želji. In to je bencinar pa Wrangler. Tako da danes, zdaj smo v Benetkah na letališču, še dobre pa ure se usedemo na avion, vije Deutschland in gorno že čaka Wrangler. A je to 3626? Joj, a nismo rekli, da nam bo povedali. Po Wranglerja, bencinarja, hudega, on je bil Sahara, ta je zdaj Rubicon, ameriški, že dvignen, ta hudi odbijači. Zdaj pa sledi zgodba naprej. Danes smo prišli sem, da pogledamo avto, se odločimo zanj, jutri pa naredimo pol še prepis in jutri sledi pot nazaj. YouTube channel, please subscribe to Beat Vlog. Hey! Instagram or YouTube, whatever you want. YouTube. Ja? Direkt. Dankeschön. Ciao. When is the departure of the train? In 4 minutes. 4 minutes, okay. Luka, šel nam bo, no? Luka, adijo! Eni od nas smo prepotovali že cel svet, eni potujejo prvič. Z vlakom se nisem peljal od drugega razreda osnovne šole. Heca se, no. Rečem si prav, kaj je to luštana, ne, sam potite v trud. Je ne, tako je, to vse kar naporno, pa avion, pa vlak, pa pa tret, pa po nemški se moraš pogovarjati, kaj ne znaš. Mislim, zdaj, če bi človek vodo pil, bi bili najbrž čist drugi zdaj, ne? Lepo govori za kamero si. Dankeschön. Ej, vidim ga. Pleško, zdaj sem pa res delal že s tolikimi podjetji v svojem življenju, da moram reči, da najbolj od vseh sodelovanj cenim to prilagodljivost in poslušnost in to, da najdemo skupno sinergijo. In ta sinergija... Pa jaz sem zelo potočil. In ta sinergija je deležna tudi tukaj, ker sva se z Lukatom pogovarjala o novem tripu, je rekel, bit kaj? In sem mu rekel, Luka, jaz sem tebi že enkrat povedal, kjer je moj najljubši avto, moj sanjski avto in ne bi šel za nekaj eksperimentirati, sam za eno stvar mi bije srce in stoji tukaj pred mano. No, da je obrnem ga. Ne upam ga pokazati, o moj bog, stari. 1221 km in poglejte ga. Pa to je noro, stari. Avto sploh še ni bil na terenu. No, ni to tudi malo sumljivo, da nima ene pikce not.
Pa unmu Wranglerju nič ni manjkalo. Res nisem nič pogrešil, razen zapore diferencijala. Vse smo se navadili Wranglerja, ne, ampak novejši je pa le mislim, nisem še sedel v tem avtonomu. Kaj je English, da je takoj, da je English na vrh je bil. Nuri English. Ne, samo ne te nemščine. Pa smo najdeli prve napake. A veš, nikoli se ne kupa avta tako na hitro iz danes na jutr, ne. Razen, če si Beat Saver. Če ti bit na glavo skače. Daj bo moj avto, je že moj avto. Nisem tako grdo govoril, no. Prvo delo, če tega ni bilo. Ne, drugače zgleda korekten avto, no. Pač malo rjavince, ampak to je pa klasičen Wrangler, če klepa nimam, okej. This is what I send you in Germany. Yeah? It's called in Germany Straßenverkehrsamt. Roko na srce je bil mal zamašen tale prodajalec, no? Nema, boste pivo, fanti, neki vodo mi je ponudil, kot da sem umazan. Deutsche Wurst. Pencem. 17 mastrov. A krivde ste potrdili? Okej, pa moramo dvigal. Te mejne posle ne bom tako sklepal. Nov dan, ista pot, isti šolari. Frišne gate, koga dober. Danes naredimo pa prepis in končno vzamemo avto. Plačati takso pa cestnino, če pa še prepis naredimo na te kao njihovi upravni noti. Po avto, tablice gori, Via Slovenija. Kje zdaj, kle gremo po Wrangler ali po tablice? Kaj se zdaj kle dela? Kle je ena bližnjica, ha? Ja, no, kle čez gremo, super bo. On se bo zataknil gor in bo šla tale puhal, kaj že videl. Očakva prvo Luka, da pa gre. On je motocross voz, on bo lahko. Pa res, direktor ubi, da so už zapodil. Prav te tagajstni trni so, ne? A pa iščemo Wrangler ali tablice ali kva? Pa tvojo vodo iščemo, ko že 1 uro jamraš, že si žeja. In poglejte ga ponovno. Ava. Ni smešen, au. Auva. Še en je tle vmes. Nad kamero. Aj kaj dobre volje ali sam iz moje strani? Hudo, avto je hud, tablice namontirane. Ja. Jaz če se najbolj veselim, ne? Česa, da bomo dali streho dol? Streho dol, pa polet, pa sonček, pa sam zeng. Zeng, ja. To Smo lušno. vse razumeli s tem zeng. To se veselim. Veselim se auspuhal, komu čakam, da ga dvignemo. Pa res še feltne gor, pa bule črne, pa bo hudo, no. Res bo dobro. Koliko je pa majhna šipca spredi, če sem pozabil. Kam bom pa kamero namontiral tako? Ej, malo sem že pozabil, kaj pa to hudo. A je, a? Se kar napišem kaj Rambo. Nič, 1 mesec pa pol sem čakal zelo potrpežljivo doma, da so pleškoti zrihtali vse papirologije in zdaj je napočil čas, ko? Za darilo za bitev rojstni dan, ki ga je imel nedolgo nazaj. Tako da, ker je darilo res special. Čak, to pa ni, to pa... Ker je darilo res special, se s predstavitvijo oziroma s tem aranžmajem nismo ful veliko trudili. Ja, vidim, kakšna je mašna. Mislim, tudi sera smo bolj tisti, kar je ostalo pustili, ampak fora je Kaj je fora? Vsebina. In fora je, kaj bo s to vsebino naredila, tako da presenetva zveste followerje. Ja, dejva, ti mene predvsem presenet, ker ne vem, kaj je tole zdaj. Pomagaj. Ej, pa se to je še boljš. Novi stari Twingo. Pa patinoma. Res je pristan. Veš, da jaz imam rad te pristne stvari. Tam ima pa prav alge gor, ali kaj to je bil na morju. Avto ima zgodbo, lej. Tudi to smo to zaščitili, da ne bo kaj. Super je. Kakšno tako malenkost, ima malo obuškan, kaj že malo stran visi. To je pač en del tvojega rojstnodnevnega darila. A res je, moj? Ja. A to je prvi avto, ki je name tudi pisal. Po mojem Enkrat mi ga navijo vzel pa. Po mojem si ne bi želel, da bi bil nate pisan. Kaj ti bom povedal? So sami pufijo. Avto ima ta soft touch, le, boš pogledal. Marija, stari. A to že vem nekjer? Ne. Ne, srej, mora dati zdaj širšo zgodbo. Avto je bil namenjen za odpad, ampak smo rekli, da ga je škoda, da je treba avto oživeti. Tako, kot je Twingo z novim Twingom oživel legendo, ne? Ja. Daj pejva notra pogleda, da ti pokažem, kaj ta avto vse ima. Au. Koliko je fajn, ko smo all black pa dolge hlače v tem soncu. Vohaš. Spomne me na našega prvega Cliota družinskega. Pa daj nehi mi kle vozat po travi, no. Ej, v glavnem, tlele gormova podobco. To pa brez tega pa Brez Aj, Marija. Lej podobco. Tole bomo rabili. Ampak ga vidiš, zaradi podobce ni bilo karambola. Ni bilo karambola, avto je Čak se malo. Daš? Jo, si zvok pa Poslušaj boljš to. kot to novo. Kje pa obratomer?
Ne trebaš. Šono uške. Kaj si ti recimo kot mulj želel narediti s Twingotom? Želel sem si malo zaleteti. Tako, da Pred 20 na uro, da vidiva, brez pardona, tako malo, ali pa malo grdo parkirati. No, zato sem se jaz zmenil, da bo šla na varni poligon. Varni poligon. Varni poligon na poligon. Ta bo kar navaren. In bova imela eno dirko na čas. Poligon imam, off-road. Ti pa nič ne zavaruje, če se zaletiš ti glava Dobro, v prtljažniku bo imela ostane. čelado. Ja. V glavnem, imela bo dirko s Twingotom, glede na to, da si imel rojsten dan, vsak bo odpeljal 3 kroge. A ne 33. Ne, 3. Glede na to, da sem imel rojsten dan, bo šla še ta prvi gor, pa jaz upam, da bo avto toliko preživel, da sem jaz pol ta drug. Ker drugače ne bomo mogli imeti tekmovanja. Kje pa bo poligon? Na Vrhnki. Pol bo imela pa še, naj pa ne bo nič več povedala. To bo prva stvar tvojega darila, da bo to darilo v popolnosti izkoristila, ne? Ja. Raba pa zdaj še drug del darila. A je negro? Pa čakaj, grem iskat, pa čakaj temu avtot. Pazi, sam da mu čez nogo ne zapelješ, joj, rožlep. Sorry, zdaj prvič zame snima, pa je že. Pa pazi, no, da ne boš zice umazal, no. Sej sem jaz čez evo, sem jih že pobrisal. To jaz sploh nisem vedel danes, da bo se to dogajalo. Kaj bomo zdaj s tem Twingotom, daj čez nor. Ampak gled, kakšne zvočnike ima fine. A to je bas. Kaj je rekel, da je drugače ta avto za odpad? Evo, pa se lahko malo hecamo z njega, da ne bo kdo rekel, kako se norčujemo. Bo pol povedal še, kaj vse ne dela, ker sklepam, da drugače ne bi bil za odpad, ne, ker to bi ga lahko še kdo vozil, če bi avto bil vozen. Tule vidimo, da je gospa kadilka bila, ne, je en ogork not padel. 2, 3, super. Pa še en zanimiv način odpiranja, pa tudi tlele. Veš, kako je bila gospa, vidi se, da je bila gospa, ker je imela dolge krempelčke, ne? Ker je klele že čist pušlajbana tale barva in je gospa praskala takole. To ja, ne pa Twingo. Ej, pazi. Lega. Model! Lega tega norca, stari. Sti nor, pa tam imam objektiv vzad po vse. Pa misliš, da z Wranglerjem pridemo čez Twingota? To je pa ena od stvari, ki si pa kot otrok sem se z avtočki igral, kako bi šel džip čez tam avga. Ne bom lagal, ne, avto že poznam, sem naredil že nekaj kilometrov. Taužant? Kaži. Sem mislil, da sem v Twingotu, sorry. Če imam te ključe še vedno v roki. Ok, darilo je zdaj dubo, to ni darilo, da se razumemo. Ne gre nam še tako dobro, da bi kar talali Wranglerji. Nažalost. Ja, ampak se... Torej, uvoz je uspel, papirologije smo zdaj toliko cajta mancali, da so tudi sklepam, da je vse legalno. Se lahko zdaj legalno vozi. Ne, je, DMV je plačan, Ja. homologiran je, Kaj je to avto DMV? je davek na motorna vozila. To je rešen, tako da papirno ima rešen, avto je pripravljen za na cesto, registriran, a ni pa še pripravljen zate, ne? Ne, Če veš, kaj mislim. Ja, vem, kam pa staco boli. Če je zdaj homologiran, kaj bo pol, jaz ne vem čist. Ne, Zdaj je še homologiran. Zdaj je še, Ampak plan je, da greva z Anžetom letos, hotla sva sicer že junija, ampak je baje tako vroče, da ne bi preživela. Torej, kjer kontinent? Kam gremo? A kam ne grem spet? V glavnem, startom na Brezoci pri Ljubljani in ciljem Dakar, Senegal, oziroma če bo vse po sreči, bova šla vsaj do sredine afriškega kontinenta, tako da bomo videli, koliko bo čas in sredstva dopuščala. Če veš, kaj mislim. Pa upam, da niste mislili, da gremo z original stok Wranglerjem na tako dolgo ekspedicijo, kot je v naši navadi. Bomo avto seveda absolutno predelali, kolikor se da po evropski zakonodaji. Jaz bi ga najraje naredil v Bigfoota, ampak pol verjetno nam bo prišel delka do Lugaca, ker nam ga bojo že vzeli. Ne, vse tole, kar ima tukaj, vse homologiran, vse po standardih, vse certifikati, tako da smo na varni strani. Ja. Da res ne je bila kakšna štala. Ampak ja, da reč pa huda roba, no. Zdaj več stvari je tukaj, da se lahko lotimo te ekspedicije do Dakarja. Ja. Avto bomo dvignili, druge feltne, druge gume, špurštange, končnike in te zadeve. Kaj pa špurštanga? Špurštange, ne vem. Pa vem, kaj je cilj špul, ampak špurštanga pa ne vem. To je to. Tako da ogromno je nekaj dobrot. Veste, da jaz obožujem zgodbo, da vsaka stvar mora imeti zgodbo, vsak video in vsak predmet. Glih tako bi vam rad povedal, zakaj sem jaz tako velik fan Wranglerja. Med drugo svetovno vojno, ko so se Američani aktivirali, so rabili vozilo, ki bo okretno, da se jo lahko premikali po brezpotjih, ki bo imel pogon na vsa 4 kolesa, bo majhno, praktično in pa predvsem robustno.
robustnost se je še zdaj ohranila. In takrat je John Willis naredil Willis model in to je bilo pred znamko Jeep, ampak model avta so poimenovali Willis MB oziroma na škatlah, na kontejnerjih, ki so tega lifrali na stotine tavžante v Afriko in na podobne kraje, so gor napisali GPV. General Purpose Vehicle. In ta GP se je toliko prijel, da je zaradi GP ratala beseda Jeep. In Jeep Willis oziroma Wrangler je temelj vseh Jeepov, vseh terencev, ker je bil to prvi terenc in to je v bistvu osnova vsakega Jeepa, ki ga danes poznamo. Vse Land Cruiserce, vsi Defenderi, vsi G-Wagni in Puhi, vse je bilo narejeno na osnovi Willisa. Ne vem, če se vidi, ampak jaz sem dobil purjo coat. A vidiš, ta avto je zgodba. In takrat so Američani to toliko uspešno jih pumpali in so rekli, da rabimo čim večjo proizvodnjo, zato je takrat še celo Ford preskočil in se je bilo določene izvedenke so bile narejene tudi v Fordovih tovarnah, ampak je pol Willis prevzel vse in so jih toliko naredili, da je bilo pol po koncu vojne v bistvu preveč teh avtov in so jih po zelo nizkih cenah takrat prodajali in je bil to takrat Vehicle of Freedom. Avto svobode in vsega tega, kar ti je ameriška mentaliteta forsirala. In to se je v bistvu ohranilo vse do danes, ker je avto v bistvu zelo malo spremenjen, razen to, da je avto danes še enkrat večji. No, ampak veliko stvari je ohranil. Še vedno ima na podoben način tele zatiče. Not ga pa nismo spucali, veš, kako je fajn blatno odmetal. Pa sem si pa rekel, ja, to je pa najbrž zato, tele gumice, to je najbrž zato, da lahko nasloniš na šipo. Pa vidimo, da se bo najprej gor naslonila. Pa sem rekel, ja, pa kaj pol fora, za koga bi te gume kle gor dal? Zato, ker je tako kot pri originalu, se noter odšraufajo 4-5 vijakov in se ta šipa spusti na to dol. In se lahko voziš brez šipe, tako kot se je v originalu vozil Willis. Se vrata snamejo in gre vsa 4 vrata dol. Lej, avto je tako narejen kot Lego kocke. Klele zavrtavžaš, par tehle in gre streha dol. Najprej se da tukaj narediti, to je mini kabrio, če te dve dol snameš, pol pa absolutno gre dol cela streha in ostane samo kletka avta. Vsa 4 vrata grejo dol in tako naprej. Vsak, ki se z mano pele, pa kje je to za okno odpreti? Kje imaš, a to sploh da okno odpreti? Klele na sred. Zakaj? Zato, da ko vrata snameš, da je noter čim manj neke tehnologije in se kle samo odklopi en kabel, pa jih dol snameš in je 1, 2, 3 avto. Kako bi to enemu Tesla driverju razložil, koliko mi sede vsak tak gumbek, to, da lahko jaz vsako stikalo pritisnem, da ni na gumbek reduktor, ampak da imamo klele reduktor. Rad bi še povedal, kaj je razlika tega Rubicona z našim prejšnjim modelom, ki smo ga imeli, če se spomnite, je bil Sahara. Različica Sahara je nek križanc med cestnim in terenskim vozilom, je imel seveda 4 pogon in pa reduktor, je pa Rubicon prav D-terenc. To je ta verzija z največ opreme in z največ off-road dodatki. Kaj to vključuje? Imamo zaporo sprednjega in zadnjega diferenciala in pa sway bar. Sway bar je pa sprednja os, da se odklop in potem amortizerji dobijo več hoda, kolesa kasneje izgubijo stik s podlago in zato lahko tudi zaradi tega prideš dlje. Rubicon ima tudi trpežnejšo podvozje, drugo amortizerje, drugo vzmetenje. Tudi cel avto je za nekaj centimetrov, mislim, da 2 cm je višji, kot je bila Sahara in pa 3 cm ali 4 širši, kot je bila Sahara. Zato, da je avto bolj stabilen na tem, ko moraš po stran voziti, kasneje se prevrne. Na Sahari so bile originalno 31 colske gume in smo jih pol mi upgradali na 33, če se spomnite, koliko so bile velike. Tukaj so 33, že original gor. Na zdravje, Luka. Kar pomeni, da ne bomo seveda pustili originalnih gor, ampak bomo na le-te dali 35, tako da bo pač žrl, ne vem, na koliko bomo prišli, na zelo veliko. Da nam sem hvalil, ta avto ima eno kar veliko pomanjkljivost in to je, da zato, ker je takole narejen, da ti odklopiš 2-3 kable in cel kontejner dol daš in je brez strehe, je zato avto med vožnjo, ko greš ti nad 120 na uro, precej glas. In kako to Američani rešijo? A mislite, da so dali not kakšno izolacijo, da bo avto tišji? O ne. Tako so rešili, da so dali samo dobro ozvočenje in pol je pač na tebi, da to ozvočenje nabiješ, tako da ponavadi imam kar do 3/4 voljuma. Zvočniki so izredno dobri. Še to bi rad povedal, da je to avto z največ
možnimi modifikacijami, kako bi to poenostavil, avto, ki ima največ dodatnih delov za predelati. Dam primer, tole se dol sname plastiko in klele našraufaš une šraufe in imaš gor štedilnik. Pol na vsak ta šrauf lahko neki gor daš neke nove ročaje, neke mrežce, neke zvočnike Tour de France. V glavnem, od vseh avtov na svetu ima ta avto največ dodatnih delov za dokupati in za predelati. Tole recimo, ne, si najprej rečeš super za prvo pomoč, ampak so Američani mislili na vse in klele recimo stresaš not led in daš mrzle perčke not in pol, ko si spil, sam tale čep odpreš in ves led dol steče in ne rabiš tega ven pumpati z te vode. Lej, recimo, če pogledava tale Schaltgeber. Lej, klele gor je ta prvi Willys iz 1941 in pol, če si zelo pozoren, boš tega Willisa še nikje najdel. Recimo, en Willys se skriva tukaj v vogalu dol, pa še jih je Willysov, sam zdaj jih ne najdemo. Veš, moraš imeti srečo, pa moraš biti lega, kakšen pajk. To pa je ta iz Avstralije z nami prišel pismo. Shit, če pa zdaj name padel, pa jaz ne grem več v ta avto. V čem se ta avto razlikuje od naju z Anžetom? Da ima klele 7 rešetk, ki ponazarja, da je vozil po vseh 7 kontinentih. Je bil pa ta dotičen avto uvožen iz Amerike in kljub temu, da je že tam najbrž nekaj v dodelu ali kaj pa vem, se je pol še po Nemčiji vozil in smo ga kupili, ker je imel 25 000. Tako da mislim, da se ne bi smel pokvariti, no, čeprav ne velja za izredno zanesljiv avto. Absolutno tak sloves recimo drži Land Cruiserce. Če bi prišel do Sahare, greš z Defenderjem, če bi prišel pa še nazaj, greš pa z Land Cruisercem. Wranglerje se sploh ne omenja, ker ne vem, če do kje pride. Ampak kljub vsemu, če bi me vprašal, a grem raj z Land Cruisercem ali z Defenderjem ali z Wranglerjem, gremo magar sam do Gibraltarja, pa naj bo to z Wranglerjem, zato ker ta avto je zgodba. To je simpel, kot v GTA-ju. Pritisneš bremzo, pa istočasno še gas. Pa kople. Kosta je moj dom. Nič, naprej 2 Tatjani odbijemo, pa Gedore v roke. Zdaj gremo pa šraufati. Zdaj ga bomo dvignili, pa bomo pa videli, koliko blata sem pozabil odspod, ker sem ga bolj slabo spucal. Kljub temu, da sem porabil 1 uro, škoda, dolgo sem ga drgnil, da je tak. Klasični nategi. V glavnem jaz bi sam rad pokazal, že to mi se pogovarjamo, ko je velik končnik. Klasičen končnik, to je nek maganček, poglej zdaj končnik od Wranglerja. Ja, tako no, malo razlike pa je, bi rekel. Ta se hitro utrga, no? Mazora. Ej, poslal mi je slike tehle gum, ki gor pridejo, ampak v živo je pa to še enkrat reči. Stari! Tole je... Stari, če pa to na 4 litre dodala vsaka guma porabe. Tlele je za primerjavo od Cliota recimo. Gleda, kot kolesarska zraven. Pa toliko so ogromne te gume, da za 5. gumo, ki pride v zadnji na prtljažnik, je pretežka in bi utrgal nosilce. Tako da smo vzeli še dodatne nosilce. Dajva se še pomeriti, preden damo lift kit gor. Aleš zavzeto vrtiš purštango, čeprav še zdaj čisto ne vem, kako se temu po slovenski reče. Aleš, kako se reče temu? Nastavitveni drog. Pa smo prišli po 3 urah do odgovora. Ja, noč, ne, tle že vidva razliko v višini, zato je to lift kit, ne. Pa, okej, popolnoma drugi, te so nastavljivi, bolj kompaktni, tako da jaz mislim, da bo tole naredili kar hudo razliko, ne. Ne, jaz se najbolj veselim tega, da bom lahko štel v trdoto. Trojka. Ne gre, ne? Zdaj na enko. Pak, pa na enki. Ja, je razlika. To smo vse odrezali, zato ker je treba odrezati ta notranji del blatnika, ki sem videl na internetu, kako drugi to namontirajo in je treba bilo v bistvu kar z Olfa nožem odrezati, da pridejo te novi blažilci med spodaj. Malo ga je treba spremeniti, ampak ne prevečno. Kakšno luknjo smo na novo zvrtali. So.
Dobro jutro tudi tebi. V glavnem, nov dan, še bolj podrt kot včeraj. Včeraj smo šraufali do konca izmene, pa je bilo pa konec izmene, pa so rekli, zdaj pa je treba nehati snemati in smo šli domov. Mislim, sej, super, ampak kaj, probo biti že kdo snemalec popotniških vsebin. Izmena je konc, ki greš v pojslo. Tako me boli, da smo to tablico mogli dati kar gor z vezicami. Klele itak ne pride, tudi če bi dal luno od traktorja, zaradi tega kavla. In sem rekel, predvsem pa nočem imeti tablico tam, če bomo del take lepe, velike feltne gor, take bombastične gume. Mislim, da bo to ful naredil pri zadku avta, zato bi nekako tablico probal sem dati, pa se ne dobi nobenega nosilca. To sem šel včeraj po eno Flohajzel, pa tako cev pa bi jaz nekako probal, da bi se tako naredil. Neka pa še not. 5x5 je tale, da pride v ta nastavek, ki je za kljuko. Pa Flohajzel gor, pa da luknje zvrtamo, tole se švasne, pa po mojem bi mogla biti tablica klele, ne? A ti je všeč izraz Flohajzel? Ful Flohajzel mi je všeč, sem prišel včeraj v trgovino, sem rekel, kako se po slovenski reče Flohajzel, mi je on rekel, ja Flohajzel. Pa super je tudi, če bo šla po skalah, ne, če tukaj vzame čepak ven, pa gre tablica dol, ali pa če greš mimo kakšnega radarja, pa jo daš pa sam nazaj not, ne, ko prideš v mest. Tam še tole treba švasniti, vse imate kle švase aparat, ne? A me ste še švasati naučili? Kje bom to nataknil? Še malo nižji ga moramo dati po mojem. Kje je to nam dvignil? To je nam dvignil. Madonna, to bom že delal v puščavi. Zdaj me boš pa ti usmerjati, jaz ne vidim, kje sem prav. Ne. Daj pogledaj, kje so šraufi. Aha, čak, zdaj pa vidim. Ja, vrti se mi zdaj ta not. Ok, nisem zadev. Ok, čakaj, sam vrtiti se mi ne sme. Matare, če se vrtijo. To je pa šlo. Imamo pa ta najkrajše matice, ker se v Sloveniji ne dobi večji. In vsi deli so namonterani. Zdaj me je sam še strah, ko ga bomo dol spustili, da nam to preveč not zlezel. Najbrž bo, ne? Ja, malo se bo zikar še posebno, ampak jaz mislim, da bo. Pa skoraj najpomembnejša stvar je to, da me Fairback zmatra, kakšen bo zvok, zato ker sem šel danes brati reviewje in niso čist taki, kot so bili Lukatovi. Nemci je rekel, da se to toliko dere, da se težko vse, pa res, da je ta gospod malo starejši že, mogoče nekaj smo mi že vse naredili, ne? Tako da nismo na Meganu. To ti moram kar takoj povedati. Aha, ne bo ram pam pam. Mislim, da ne, ampak je pa drugačno, prej se spomnim se, da se vozimo. Ja, res, prej je bil tako, da imel masko, če se covidu. Tako. Predvsem ti bojo pa moji sosedi verjetno kar hvaležni. Pa, ko boš šel na dolgo pot, boš moral tudi hvaležni, da ne bo. To je lahko izgovor, ja, da itak imamo toliko tavžente kilometrov, da bi nas glava bolela. Jaz sem te hotel sam zaščititi. Hvala, Luka, v bistvu. Kaj nismo dali kar originalca gor nazaj. Reče bil avto takole, kaj zdaj, ne? To bi bilo hudo, ne, sam pa poraba po mojem 30. Petrol, nič ne namigujeva z bitom, ampak lažje bi kakšen projekt speljali, če bi, sej, razumete. Ja. Ali pa mogoče kakšno drugo podjetje, če se ful vidi v naši zgodbi, sam povem. Za tako intermeco, da ne pade vse na naše rame. Vrata so odprta. Ajde, daj dol. Gor ga drž. Ne. A to je to? Aha. Okej, sem mislil, da še bolj dol. Wow. 20 centi. To je pa zdaj trenutek resnice. Zdaj me je pa strah, koliko bo višji špegel od moje rame. Prej sem imela zgornjo stran špegla, da ne boš zdaj kaj golfov. Pejď zraven. Nič ni šlo. Ja. Je? 10. Jaz bi rekel, da je 10. Ja, super! Ško bo to zdaj več žrl? Ful smo dobro naredili. Ej, ne, pa klele, kaj ga Daj pogledaj to na ulic spredi. Je visok, čak, kako bo pa zanotit? Pa je res težji prideti not. Sam jem ujavala, da je Ja, presplezat moraš že. Super je, vidim razliko. Zdaj pa klepa se res vidi. A zdaj pa žgem. Dejva. A se moram fake smejati. Tako bom rekel, prej je bil čist avto brez duše. Ja, tako, kot so pisali reviewji, dobi karakter, ima dober zvok, pa ni preveč noro za ene sosede. Jaz sem avto prej vžgal, pa sem ga segrel, ko sem ga noter pelil. Ni to cold start? Ne, tudi ne bi to delali z mrznimi avti, vsaj v naši delavnici, ne. Da vidimo zdaj teh par metrov, kako se avto obnaša med vožnjo. Kako se ga sliši. Upam, da smo vse zategnili. Ja, viš je ful.
Ja, ja, valjda. Ja, valjda. Je, v redu je. Sliši se, da od spodaj skriva neki močino. Ej, nekaj pa smo Neki pa naredili. smo. Hvala fantom, Klemen pa Aleš posebno, ker ste se lotila projekta in celi ekipi, ki je to speljala. Dele, ko ga še enkrat gledam, absolutno je bolj agresiven, bolj je visok, pa veš kaj vidim? Tole sem si želel, da bojo gume ven gledale. Mene pa to hudo, priznam. Blažilko ti. Blažilko ti, blažilko. So blaženi, ja? Se vidijo te kontejnerji. Lej, skozi mu govorim, da je kontejner in zato smo ga pripeljali direkt dobesedno pred kontejnerje. Glavno vprašanje je, kdaj greva na pot. Vem, da sem obljubil, da greva v začetku poletja, ampak smo se pol pogovarjali s specialisti in puščavskimi lisjaki, dobesedno, pa so rekli, pa sta vidva normalna. Se nas sploh ne spustijo v puščavo od maja do novembra, ko je toliko vroče, da to je, če ti avto crkne 3 ure, pa so ptiči nad tabo. Sploh po tem črnem kontejnerju po moje je hujš not kavzun. Jaz si sploh ne predstavljam, kaj se zgodi, če nekaj crkne. Tako da se na najino pot odpravlja v začetku jeseni, ne bom rekel točnega datuma, da se nam kaj zarekli. Greva čez Gibraltar, pol je pa Maroko, Zahodna Sahara, Mauretanija, s ciljem v Senegalu, Dakar. Pa če bo vse po sreč, zihar še Gambija, jaz bi šel še kaj naprej. In to je to od tega vloga. Avto je predelan, absolutno tole še ni končna verzija, ker gor pride še polepitev, še kakšen šnorkel bi rad dal, pa če bo vse po sreč, mogoče še vitel. Če se še kakšno podjetje vidi v najini zgodbi ali pa bi rado bilo del te zgodbe in podprlo najin projekt, tukaj od spodaj dajem prvič e-mail, nikoli ga nikjer nisem objavil, zdaj ga dajem pa javno. Čakaj, še to damo v ta vlog, vem, da je dolg. Klele, ne? Kje je? Čakaj, krpico bi rab... bom s tem. Se mi pa klele lušten gor pozna, ker so mi sosedi gor napisali, ker je bil umazan avto, so tako naredili in so napisali operi me. Vem, fina fora, tudi jaz sem kdaj le to naredil, ampak ne delati tega na črnem avtu, pa na zelo umazanem, zato ker so mi spraskali lak in je to zdaj gor zavedno. Hvala Bogu, pa ga itak moramo še spolirati, preden pridejo gor nalepke. In to je to, nič, jaz grem pakirati. Ne, zdaj moraš kamero, da bi tam mogel pustiti, kam ne zdaj hodam, ne moreš me slediti, kam ne grem zdaj. Čau. Čau.